Obstajajo stopnice, narejene zato, da ti pomagajo priti na vrh. In obstajajo tudi stopnice, kjer te vsak korak preizkuša, če boš nadaljeval. Za druge je to preprosto vzpenjanje. Toda mesta, ki jih bomo danes videli, je cena za razgled na povsem drugi ravni. Strmo, ozko in včasih je dovolj že en napačen korak. Sledi prepad. Od roba gore do skal, ki skoraj stojijo po konci, obstajajo stopnice, ki niso naporne le fizično, ampak tudi psihično izčrpavajoče. In bolj ko se vzpenjaš, manjši se počutiš. Preden začnemo, prosim, všečkajte in se naročite na ta video. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Hvala in zdaj začnimo. Številka 10. El Peñón de Guatape, Kolumbija. Še preden narediš prvi korak, že vidiš, zakaj je to tako znano. V regiji Antioquia v Kolumbiji stoji ogromna granitna monolitna skala, ki nenadoma štrli iz pokrajine, kot da tja sploh ne spada. Skala je visoka, skoraj 200 metrov nad okolico. Kamen je gladek, robovi so skoraj navpični in na prvi pogled se zdi, da je nemogoče splezati nanj. Toda v eni od naravnih razpok na njenem robu so zgradili eno najbolj znanih stopnišč v Južni Ameriki. Po podatkih kolumbijskih turističnih zapisov je treba preplezati več kot 740 stopnic, da dosežeš vrh. Stopnišče je vgrajeno prav v razpoko skale. Beton in opeka sta uporabljena kot materiala, vendar zaradi njegove zasnove izgleda, kot da je povsem prilepljeno na rob gore. Od spodaj izgleda kot tanka črta, ki vodi navzgor. Ako se vzpenjaš, šele takrat začutiš, kako visoko je v resnici. Vzpon je dolg, vsak odsek je strm in medtem ko se smer stopnic nenehno spreminja, se razgled za tabo postopoma širi. Na vrhu se nahaja razlog, zakaj to mesto vsako leto obišče na tisoče obiskovalcev. Tam lahko vidiš rezervoar Guatape. Rezervoar od zgoraj je ogromno vodno telo, polno majhnih otokov in polotokov, ki izgledajo kot razdrobljeni deli zemljevida. Mirno, prostrano in izjemno lepo. Toda da prideš tja, moraš premagati več kot 700 stopnic brez bližnjic. In po besedah tistih, ki so se povzpeli, če je vzpon težak, je spust še bolj naporen za kolena. Številka 9. Chand Bauri, Rajasthan, Indija. Niso vse strašljive stopnice navzgor, nekatere vodijo navzdol. V vasi Abhaneri v Rajasthanu v Indiji se nahaja Chand Bauri, izjemno globok stopničasti vodnjak, ki že na prvi pogled deluje kot optična iluzija. Zgleda kot geometrijski vzorec, če ga gledaš od zgoraj, ako pogledaš navzdol, šele takrat se zaveš, kako globok je. Po zgodovinskih zapisih iz Indije je bil Chand Bauri zgrajen okoli 9. stoletja kot sistem za shranjevanje vode za regijo, ki jo pogosto prizadenejo hude vročine in suše. Toda to ni bil le navaden rezervoar za vodo. To je tudi inženirska mojstrovina. Približno 3500 stopnic je razporejenih na 3 straneh vodnjaka. Popolnoma si stojijo nasproti, v popolnem ponavljajočem se vzorcu in bolj ko se spuščajo navzdol, bolj se zdi, da se celotna struktura pogreza pod zemljo. Dosega več kot 30 metrov globine in zaradi svoje zasnove je temperatura spodaj hladnejša kot na vrhu. V preteklosti so to ljudje uporabljali kot prostor za počitek, še posebej med vročimi poletji. Ampak če je ena stvar, ki jo tukaj takoj opaziš, je to, kako ozko in strmo je vsaka stopnica. Stopnice so zelo strme, skorajda ni prostora za napako, ni ograj, ni sodobnih varnostnih pregrad, samo kamen, stopnice in dolg raven spust navzdol. Zato, čeprav je tehnično mogoče hoditi po nekaterih delih, je dostop do samih stopnic običajno omejen ali odsvetovan zaradi varnosti obiskovalcev in za zaščito starodavne strukture. In zato obstaja razlog. Ker če narediš napako pri koraku na vrhu, ne boš najprej padel v vodo, ampak na kamen. Do danes je Chand Bauri eden najbolj fotografiranih stopničastih vodnjakov v Indiji. Pojavil se je celo v filmih in potovalnih dokumentarcih zaradi svoje nenavadne zasnove, ki je skoraj videti nemogoča. Lep, tih in matematično očarljiv. A bolj ko ga dolgo gledaš, bolj se ti začne vrteti. Številka 8. Pilón del Diablo, Ekvador. Obstajajo stopnice, ki so strašljive zaradi višine, toda te so strašljive, ker te narava ne pusti na miru. V Ekvadorju, blizu mesta Baños de Agua Santa, se nahaja Pilón del Diablo, znan tudi kot hudičev kotel. To je eden najbolj znanih slepov v državi in ko se mu približuješ, ga že slišiš, še ga ne vidiš, a že slišiš bučanje vode. Močan, bučen, skoraj da se vse okoli trese. Po podatkih lokalne turistične informacije, voda reke Pastaza pada v ozko sotesko, preden udari na dno in ustvari gost oblak pršenja in pene.
In prav na robu tega prepada je pot navzdol. Ni preprosto stopnišče, ampak labirint stopnic, razglednih ploščadi, tunelov in mostičkov, ki so pritrjeni na skalo. Ko se spuščaš, si vse bližje slapu. Zvok postaja vse glasnejši, zrak postaja težji zaradi vode in vsak korak je bolj spolzek. Nekateri deli so iz betona, nekateri iz kovine. Nekateri odseki so videti, kot da so izklesani neposredno v skalo, in na drugih delih greš skozi ozek tunel za samim slapom, kot da si v jami. Medtem ko pred tabo pada bela stena vode, skoraj ničesar ne slišiš razen bučanja. Skoraj ničesar ne vidiš razen pršenja. To je razlog, zakaj je ta kraj nepozaben. Ne gledaš ga samo, vstopiš naravnost v njegovo središče. Občutiš moč vode in vetra okoli sebe, ko se spuščaš, toda to je tudi razlog, zakaj je nevarno. Vsaka ograja je prepojena z vlago in kapljicami vode, vsak kamen je spolzek. In vsak korak zahteva izjemno previdnost. Na samem dnu razglednega območja se ti pred tabo prikaže Pilon del Diablo. To je bučeč zid vode, ki neprestano pada na skale spodaj. Lepo je, a tako močno, da skoraj čutiš vibracije v prsih. In ko končaš s spustom, te čaka še težji del. Vzpon nazaj, mokri čevlji, utrujene noge in stopnice, ki se zdijo vedno daljše, bolj ko se vzpenjaš. Na tem seznamu to niso najvišje stopnice, prav tako ni najbolj izpostavljen, morda pa je najbolj spolzek. In včasih je to še bolj strašljivo. Številka 7. Skellig Michael, Irska. Ni vse strašljive stopnice na gori, nekatere so sredi morja. Nekaj milj južno od jugozahodne obale Irske stoji majhen, a strm otok, ki se dviga iz Atlantskega oceana. To je Skellig Michael. Oddaleč izgleda kot velik kos skale, ki ga udarjajo valovi. Toda na vrhu so sledi življenja, stare več kot 1000 let. Po podatkih UNESCO-ja je bil ta otok dom menihov okoli 6. stoletja. Tukaj so živeli, daleč od celine, daleč od ljudi, obdani z morjem in vetrom. Toda da prideš tja, moraš najprej preplezati več kot 600 kamnitih stopnic. In to niso moderne stopnice. Ni ograj, ni gladke površine, ni varnostnih ovir. Sami starodavni kamni, zloženi drug na drugega ob robu otoka, ročno izklesani, neenakomerni in izpostavljeni dežju, vetru in morski soli več kot 1400 let. Preden sploh prideš do stopnic, te čaka še vožnja s čolnom s celine. In to ni mogoče vsak dan. Pogosto je odvisno od vremena. Če so valovi ali veter premočni, je prihod čolna odpovedan. Ako je morje mirno in je pristanek dovoljen, se tam začne vzpon. Pot navzgor se vije v ovinkih. In ko se vzpenjaš, se občutek varnosti počasi izgublja. Na eni strani je skala, na drugi strani pa strm spust naravnost v Atlantik. Na stotine čevljev globine in na vrhu otoka se veter hitro spreminja. Včasih nenadoma močno zapiha, zato obiskovalcem svetujejo, naj se med vzponom držijo nizko pri tleh. A kljub temu se ne moreš upreti, da ne bi pogledal. Spodaj lahko vidiš valove, ki butajo ob vznožje pečine. Okoli tebe krožijo morske ptice po zraku, kot da so povsem vajene višine. Na samem vrhu pa še vedno stoji samostan. Kamnite koče, ki so videti kot čebelnjaki. Nizke stene, majhna molilnica in ročno zgrajene strukture menihov, ki so se odločili živeti na enem najbolj odmaknjenih krajev na Irskem. Tiho, vetrovno in skoraj nadrealistično. V sodobnem času je kraj postal še bolj znan, potem ko so ga uporabili kot snemalno lokacijo za Vojno zvezd. A zgodba tega kraja je starejša od kateregakoli filma. Ker je bil ta kraj že dolgo, preden je postal turistična destinacija, prostor za samoto, vero in preživetje. In še danes so tam iste stopnice, isti kamen, ista pečina in isti občutek, da je po enem napačnem koraku naslednje morje. Številka 6. Wat Phra Tam Sua, Tajska. Sredi province Krabi v južni Tajski je kraj, ki je znan po dveh različnih svetovih. Spodaj je tih budistični tempelj obdan z džunglo. Zgoraj pa je gora stopnic, ki se zdi, da nima konca. Po podatkih tajskih turističnih zapisov je treba preplezati več kot 1200 stopnic, da dosežete vrh Wat Tam Sua, bolj znanega kot tempelj Tigrove jame. To ni zgolj preprosta kulturna znamenitost, to je fizični izziv, združen z duhovnim potovanjem. Že ob vznožju gore takoj začutiš vročino in vlago, ki te ovijata.
Zrak je težak, hitro se začneš potiti, čeprav še nisi začel. Pred tabo pa so stopnice, ki vodijo naravnost navzgor in so pritrjene na apnenčasto pečino. Ni nežnega naklona, niti lahkega odseka, samo naravnost navzgor. Medtem ko se vzpenjaš, se okolica postopoma spreminja. Na spodnjih nivojih je še vedno džungla. Ob robu stopnic sedijo opice, ki so že povsem navajene ljudi, ki se s težavo vzpenjajo. Zanje je tole igra. Za človeka je zgodba drugačna. Boli v nogah, težko dihaš in z vsakim korakom še bolj občutiš, kako dolgo bo še trajalo, preden prideš do konca. Na sredini je nekaj počivališč, a to ne spremeni strmine poti. Kot da ti dovolijo le kratek počitek, preden te znova opomnijo, da gre vse še vedno navzgor. Ko se vzpenjaš, se razgled počasi odpira. Džungelski krošnji ni več. Obzorje se širi. Vidijo se apnenčaste pečine, ki so kot velikanski kamni v daljavi. In višje zgoraj se že čuti hladnejši zrak, čeprav je sonce še vedno vroče. Obstajajo tudi deli, kjer se pot zoži in gre skozi ožje odseke. Tam je ravnotežje težje zaradi naklona stopnic. In po stotinah korakov končno zagledaš vrh. Zlati kip Bude, ki sedi na ploščadi in gleda na celotno pokrajino Krabija, gore, morje in džunglo, ki je kot slika brez konca. Na vrhu je tišina, kot da vse izgine, ni več hrupa vzpona. Ampak tvoje telo je druga zgodba. Potenje, tresenje in utrujenost, ki ne izginejo tako zlahka. In ko opazuješ razgled, se zaveš, da večina ljudi tukaj razmišlja enako. Ali so bili vsi ti koraki vredni? In preden se lahko popolnoma spočiješ, te že čaka nov izziv. Spust, počasnejši, bolj nevaren. In kolena še bolj občutijo vsak korak nazaj na tla. Številka 5, gora Tianmen, Kitajska. Na številki 5, na Kitajskem je gora, ki ni znana le po svoji višini, ampak tudi po naravnih vratih v nebo, gora Tianmen. Po podatkih turističnih informacij iz regije Zhangjiajie doseže približno 1500 metrov nadmorske višine. In ena najbolj znanih naravnih formacij tukaj je ogromna luknja v skali, imenovana Jama Tianmen ali nebeška vrata. Ogromen lok, kot da ima gora svoje okno proti nebu. Toda preden si ga lahko ogledaš od blizu, moraš nekaj prehoditi. Več kot 900 stopnic. 999 stopnic. To ni naključno število. V kitajski kulturi je številka 9 simbol popolnosti in dolgoživosti. Zato je 999 najbolj srečna številka, ki jo lahko povežemo s pojmom nebes. Zato stopnice, ki vodijo do nebeških vrat, niso le inženirska odločitev, so tudi kulturna izjava. Že od vznožja gore lahko vidiš stopnice naravnost navzgor, naravnost gor. Kotočrta, ki sega do oblakov, ni nobenih ovinkov, ki bi olajšali vzpon. Naravnost, ena za drugo. In ko se vzpenjaš, se občutek nenehno ponavlja. Po opisu lokalnega turizma, kombinacija nadmorske višine, strmine in ponavljanja skoraj 1000 stopnic naredi to eno najbolj fizično zahtevnih vzponov po stopnicah v regiji. Sence skoraj ni. V poletni vročini se kamen pod nogami segreje, po zimi pa postane spolzek in težje je ohraniti ravnotežje. Na vsakem koraku so ograje, vendar so nizke in ne nudijo popolne zaščite pred izpostavljenostjo robu. Ko se približuješ vrhu, se razgled postopoma spreminja. Zemlja izginja, oblaki se širijo in nenadoma se odpre naravni lok, kot kamnita vrata, ki visijo na gori. Ko prideš do nebeških vrat, te prevzame povsem poseben občutek. Pred teboj se razprostira celotna pokrajina Zhangjiajie, ki se odpira pod oblaki, in v tistem trenutku zaslišiš dve različni sporočili. Tvoje telo, noge in stopala so izčrpani, še vedno težko dihaš, a v mislih veš, da je bilo vse vredno. In na isti gori je še ena znana atrakcija. Stekleni sprekajalni most in sistem žičnic na drugi strani spadata med najdaljše na svetu po turističnih zapisih. Ampak ne glede na to, kakšne sodobne strukture zgradijo tukaj, je pravi izziv še vedno enak. 999 stopnic. Zato vsak korak ni le vzpon, ampak tudi del doseganja samega nebeških vrat. Številka 4. Sigirija, Šrilanka. Sredi Šrilanke stoji na travnatem območju ogromna kamnita gora, ki se nenadoma dviga iz ravne planjave. Kot naravni stolp, ki tam ne bi smel biti, Sigirija. Po zgodovinskih in arheoloških zapisih Šrilanke je to vulkanska skalna formacija, ki se dviga približno 200 metrov nad okoliškimi ravnicami in je postala središče starodavne kraljeve trdnjave v 5. stoletju našega štetja pod kraljem Kašipo. Toda najbolj znan del tega ni vznožje, temveč vzpon.
Več kot 1200 stopnic vodi na vrh in to niso navadne stopnice. Na začetku pot vodi skozi nekdanje kraljevske vrtove in ruševine. To so znaki, da je bil to nekoč razkošen palačni kompleks z vodnimi sistemi in terasastimi vrtovi. Ko se vzpenjaš višje, postaja pot vse bolj strma. Tukaj lahko vidiš tudi slavne freske na skalni steni. Starodavna umetniška dela, za katera ocenjujejo, da so stara več kot 1500 let. Obstajajo tudi deli zrcalne stene, spolirane kamnite površine, na katero so stoletja pisali obiskovalci že od nekdaj. Izpostavljenost se še povečuje, ko se približuješ vrhu. Prepad na obeh straneh postaja vse globlji. In še bolj občutiš, kako ozek je prostor, po katerem so hodili ljudje že davno prej. Na zadnjem delu boš šel skozi tako imenovana levja vrata. Včasih je bil tam velik lev izklesan v kamen, ki je služil kot vhod na vrh. Danes pa so ostale le še njegove ogromne šape, ki so višje od človeka. Od tu naprej postane pot še bolj strma in ožja vse do samega vrha. Na vrhu te pričakajo ruševine nekdanje kraljeve palače. Temelji, vodni rezervoarji in vrtni prostori kažejo, kako naprido je bilo življenje na tem kamnitem vrhu nekoč. Po zgodovini je tukaj živel kralj Kasjapa več let, preden ga je strmoglavil njegov brat. Kasneje so kraj zapustili in ga prepustili džungli. Danes ostaja na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine in eden najbolj dramatičnih primerov starodavnega inženirstva ter prikaza moči v Južni Aziji. In čeprav je minilo že več 100 let, so te stopnice ostale enake. Naravnost navzgor, ni lahke poti. Kot da je bilo namenoma narejeno, da le redki izbranci lahko dosežejo vrh. Na tretjem mestu Jakobove stopnice, Sveta Helena. Sredi Južnega Atlantskega oceana je majhen otok imenovan Sveta Helena. To je eden najbolj izoliranih naseljenih otokov na svetu in je znan tudi kot kraj, kjer je bil izgnan Napoleon Bonaparte. V njenem glavnem mestu Jamestown takoj opaziš eno stopnišče, Jakobove stopnice. Po lokalnih zapisih sega od mestnega središča do vrha Ladder Hilla, ki je visok približno 600 čevljev od spodaj. Točno 600 čevljev. In najbolj nenavadno pri tem je, da vodi naravnost navzgor, brez ovinkov, brez cikcak vzorca. Ena ravna črta ob strani hriba. Kot črta, ki se vzpenja od morja do neba. Prvotno je bila zgrajena leta 1929 kot tirna vzpenjača za prevoz tovora med mestom in planoto na vrhu. Ko so železnico odstranili, so jo nadomestili stopnicami in tako je postala ena najbolj brutalnih vzponov po stopnicah v regiji. Vzpon je zelo strm. Na nekaterih delih doseže naklon približno 40 stopinj, zato so na nekaterih stopnicah naslednji korak višji od tvojih kolen. Z dna je jasno vidna celotna linija stopnic, ki se oprijemajo strani gore. Videti je kot rana na pokrajini Jamestowna. Za domačine in obiskovalce je to izziv. Nekateri tekmujejo s časom, nekateri postavljajo rekorde. In veliko jih tudi obstane na sredini zaradi napornega vzpona. In ko se približuješ vrhu, se razgled še bolj odpira. Celoten Jamestown leži v ozki dolini, obdani z mogočnim Atlantskim oceanom. Tukaj se res začuti, kako izoliran je otok. Ni ene kopnega, ni blizu, povsod naokoli je samo morje. A končno spoznanje ni le razgled, temveč pogled nazaj na pot, ki si jo prehodil. Ravna črta, skoraj 700 stopnic od morja do vrha. In tam začutiš 3 stvari hkrati. Utrujenost, ponos in zagotovo veš, da to potrebuješ. To pot nazaj dol, številka 2. Florlijeve stopnice, Norveška. Na vzhodni obali Lise fjorda na Norveškem je kraj znan po visokih pečinah, globokem fjordu in dramatični pokrajini, ki je videti kot iz drugega sveta. Tukaj se nahaja tudi Florlijeve stopnice, ki veljajo za najdaljše lesene stopnice na svetu. Po lokalnih zapisih ima približno 4444 stopnic, ki se vzpenjajo od morske gladine ob robu fjorda do planote v gorah, ki je približno 2400 čevljev nad morsko gladino. To ni preprosta pohodniška pot. Prvotno je bila zgrajena skupaj s hidroelektričnim sistemom, kjer so stopnice sledile poti starega tlačnega cevovoda, ki je nekoč dovajala vodo navzdol za proizvodnjo električne energije. Prej so jo uporabljali za vzdrževalni dostop delavcev, preden je postala javna pohodniška pot in čeprav je zdaj vzpon brezplačen, to ne pomeni, da je lahek. Vzpon je strm, ni ravnih odsekov, ni premora v naklonu. Lesene stopnice, pritrjene na jeklen okvir, se vzpenjajo ob pobočju gore v enakomernem naklonu.
Razlika med Florlijevimi stopnicami in drugimi stopnicami na tem seznamu ni le v strmini, ampak tudi v dolžini. 4444 stopnic, kar je daljše kot skupno število stopnic v Empire State Buildingu in Eiffelovem stolpu, glede na javno dostopne vire o plezanju. Medtem ko se vzpenjaš, se utrujenost ponavlja in ne mine takoj. Ko dosežeš vrh, se svet nenadoma spremeni. Odpre se ti široka planota, jezera, z mahom prekriti kamni in tiha norveška divjina, ki sega vse do obzorja. Tiho, prostrano, kot da ni konca. A vendar zadnja ugotovitev ni samo razgled, ampak dejstvo, da ima stopnišče, po katerem si se povzpel, še eno enako dolgo pot navzdol. In tudi to moraš premagati. Nazaj, številka 1, gora Nisen, Švica. V bernskem Oberlandu v Švici je gora, ki ni znana le po svojem razgledu, ampak tudi po zelo dolgih stopnicah, ki segajo vse do oblakov. Gora Nisen. Po švicarskih zapisih doseže približno 7700 čevljev nadmorske višine. In le enkrat na leto med organiziranim gorskim tekom odprejo edinstveno stopnišče z 12700 stopnicami. To ni običajna pohodniška pot. Stopnišče sledi poti Nisenbahn vzpenjače, stare infrastrukture, ki se uporablja za vzdrževalni dostop do tirov. Zato ni zasnovano za turiste, ampak za delavce, strmo, neprekinjeno in brez počitka. Skoraj celo leto je javnosti skoraj nedostopno. Le en dan na leto je mogoče to preplezati kot del organiziranega teka. Na dan dogodka stotine tekačev poskuša splezati od vznožja do vrha, uporabljajoč samo stopnice, ki vodijo naravnost navzgor ob strani gore. Ni ravnih odsekov, ni položnih klancev, samo korak za korakom vse do več kot 11.000 stopnic. Med vzponom občutiš težo nadmorske višine in nenehen naklon. Zdi se, kot da se vzorec korakov nikoli ne konča. Vse je enako, ponavljajoče in vleče tvoje telo navzdol, čeprav greš navzgor. Po podatkih dirke nekateri elitni tekači to končajo v približno 1 uri, kar velja za izjemen dosežek tudi v svetovnem razredu vzdržljivostnih preizkušenj. Vendar zunaj dneva dirke to ni odprta pohodniška pot, saj so stopnice vzdrževalna struktura in ne turistična pot. Zato velja, da je preprosto vzpenjanje brez podpornega sistema nevarno in ni priporočljivo. Za večino obiskovalcev je varnejša možnost vzpenjača, ki se povzpne na vrhu približno 30 minutah, na vrhu pa se odpre čudovit razgled na Bernske Alpe. Vključno z jezerom Thun in oddaljenimi gorskimi verigami, ki se razprostirajo na obzorju. Od tam lahko vidiš tudi stopnice ob strani gore. Neprekinjena linija več kot 11.000 stopnic, ki vodijo vse do doline, in tam postane jasno, zakaj je to na seznamu. Ne zato, ker je to najbolj izpostavljeno, niti ne zato, ker je to najbolj nevarno, ampak zaradi preprostega vprašanja, ki ga postavi vsakomur, ki pogleda od spodaj. Ali si sposoben preplezati skoraj 11.000 stopnic eno za drugo, vse do neba?